Znanje, ki ga pridobimo vozniki v običajnih avtošolah, običajno ne zadošča za neke ekstremne razmere na cestiščih. Približuje se zima, jutri bo martinovo. Kot vemo, alkohol in volan ne gresta skupaj. Tudi precej voznikov ima težave s prvim snegom, ki zapade. Kako sploh ravnati ob teh ekstremnih situacijah? Ta poligon v Murski Soboti je bil prvi zgrajen izključno za te namene in vaša ugotovitev, da v avtošolah se ne pogovarjajo neka dejstva, ki so potem nadgradnja voznika, kadar že pridobi pravico voziti motorna vozila. Namreč nedvomno so programi, ki jih izvajajo v avtošolah, dovolj kakovostni v smislu vožnje po predpisih, z predvidevanjem, če predpise upoštevaš, da prometne nesreče skoraj da ne bi mogel doživeti. Vendar vemo, kaj se po slovenskih cestah dogaja in da je ta stvar skoraj da premalo, zato pač se mi trudimo, da bi z tem dodatnim vedenjem voznikom pričarali tiste nevarne situacije tukaj brez posledic, brez vsake nevarnosti, da bi se karkoli zgodilo, ki ga lahko na cesti čakajo in da bi v tistem primeru morebiti obvladal neko situacijo. Naš prvi namen je, da vse naše kandidate podučimo, kako nevarnosti v prvem planu prepoznavati, da bi se jih lahko izognili, če pa smo že prepozni, če smo zanemarili ta vidik pravočasnega prepoznavanja neke nevarnosti, pa da bi mogoče v nekih segmentih tudi te nevarnosti obvladovali. Kako poteka sam tečaj varne vožnje? Je to sestavljeno iz teorije kot tudi iz prakse? Absolutno, iz teorije je jasno, po spoznavanju zjutraj optimalne naše skupine so tam 5 do 8 udeležencev, namreč takrat lahko tudi inštruktor kot jaz se posamezniku dovolj časa in dovolj poglobljeno posveti, no in po tem spoznavanju smo v učilnici mogoče 1 uro pa pol, spet odvisno od interesa posameznikov oziroma posameznih skupin, kjer obravnavamo predvsem, kot sem že omenil, zaznave in motnje v zaznavah, ki jih povzroča hitrost, kjer obdelamo tudi nekatera pravila fizike, kjer obdelamo tudi tako imenovano objektivno varnost, to je tisto, kar nam na srečo danes lajša vse te težave, to so te naprave, oprema v vozilih in pa tudi na infrastrukturi. Po opravljenem tečaju varne vožnje sem pripravljen na ekstremne razmere na cesti. A veste, tako bom rekel, jamčiti ne more nihče. Namreč kot vsako znanje bi se tudi to moglo nadgrajevati, predvsem pa tudi obnavljati. Zato je absolutno priporočljivo, da bi se ljudje vračali v take centre. Ko je z dovoljeno mejo alkohola v krvi, v tečaju varne vožnje porabljate pripomoček posebnih očal, ko je s tem? Ja, absolutno, saj verjetno veva oba dva in skozi propagando in skozi vse analize in pa spremljanje prometne varnosti na slovenskih cestah, da je alkohola med slovenskimi vozniki in tudi voznicami preveč. Ampak rečva in spremljava tisto, da 0,5 grama na kilogram krvi po starem ali 0,24 grama na liter izdihanega zraka, kot je danes v zakonu predpisano, je tista meja, do kjer še teh motenj dodatnih naj ne bi bilo. Res je, mi imamo pripomočke naprave, kot so Total Vision, se imenujejo očala, 6 takih očal imamo, vsako posamezno očala pa pač improvizirajo, kako voznik vidi, gleda v stanju določene količine alkohola v organizmu. Najbolj nerodne, nevarne situacije so v dneh, ko se vremenske razmere spreminjajo na slabše. To je ravno zdaj ta jesenski čas, zima se bliža. Spet se bojim statistike, tisti dan, ko bo prvi sneg padel, če ravno v nekem delu Slovenije se to leto že zgodilo v tem jesenskem delu, tukaj pri nas ne, da bo tisti dan nesreč bistveno več kot drugi dan. Namreč pridobiti občutek, ne smem voziti, kot sem vozil do včeraj. Imam napravo za to, to je pa stopalka za plin. Zmanjšamo hitrost, povečajmo varnostno razdaljo, bodimo zbrani, ne počnimo drugih stvari v avtomobilu, pravi čas zaznavajmo nevarnosti in se jih bomo enostavno izognili.